V Novem mestu manj turistov. Zamude pri obnovi ceste skozi Jurko vas. Panonika harmonika letos tudi z mednarodno delavnico. Dober dan! Slovenija je v prvih 5 mesecih tega leta glede na obisk turistov in število nočitev lahko dokaj zadovoljna, saj smo zabeležili za 5% več prihodov gostov in za 4% več nočitev. Manj razveseljujoče pa so številke za mestno občino Novo mesto, kjer letos beležijo upad turistov. Kot pravi direktor Zavoda za turizem Novo mesto Ivo Kuljaj, bo v prihodnje nujno začrtati strategijo razvoja turizma in potrebnih vlaganj. Mi v tej občini se bomo vsekakor mogli zmeniti, ali je turizem tisti segment gospodarstva, v katerega se splača vlagati in od katerega pričakujemo neke pozitivne gospodarske efekte, ali je to panoga, ki je nekako za zraven. V začetku septembra ob Svetovnem dnevu turizma naj bi se v Novem mestu sestali vsi akterji z tega področja, tako z lokalne ravni kot iz Ljubljane. Začrtali naj bi strateške smernice razvoja turizma, ki ga v prihodnje čaka mnogo izzivov. Tudi Novomeščani bodo imeli veliko dela. Od vzpostavitve nekdanjega mestnega javnega kopališča do čolnarn, kampov. Tuji turisti, moram reči, da zelo povprašujejo po kampih. Mi enega poštenega v mestni občini Novo mesto nimamo. Hkrati bo treba doreči, kaj bo z glavnim trgom, na primer z gostiščem in z občasnimi zaporami, dodaja Kuljaj. Občani se, sodeč po odgovorih naključno mimoidočih, strinjajo, da bi se dalo še marsikaj narediti, a da je dolenjska prestolnica sicer turistično zanimiva. Jaz mislim, da kar, razen kakšno kopališče bi bilo mogoče še potrebno urediti. Kaj pa ostale stvari, recimo, je dovolj restauracij, kamp recimo? Za kamp pa glih ne vem, okoli Krka tako verjetno glih ni možno, ker tudi Krka ni glih za kopati. Drugačko nasplošno se mi pa zdi kar v redu Novo mesto, ja. Ja, trgovine, čistočo, ljudi so dobri, nimaš kaj. Morda bi bilo treba navzven le še bolje predstavljati znamenitosti Novega mesta, je poudaril eden od naših sogovornikov. Občina Straža na podlagi pridobljenih sredstev iz regionalnega razvojnega sklada za razvoj regij gradi vodovod Podgora Nova Gora, vreden približno 1,1 milijona evrov. 5,5 kilometrov vodovodnega omrežja s priključki naj bi dokončali do konca septembra. Kot je povedal župan Alojz Knafel, bodo obnovili ves sistem od vodohrana Dolenja Straža in zgradili nov vodohran v Novi Gori. Trenutno so položeni vsi cevovodi. Istočasno smo izvedli tudi zemeljska dela za pločnik od avtobusne postaje v Podgori pa skoraj do odcepa za Trnjavo, Prečna. Priključevanje in prevezave v Dolenji Straži so tako v sklepni fazi, dodaja Knafel. Zapleta pa se pri obnovi ceste z vso infrastrukturo v Jurki vasi, ki ne poteka po predvidenem načrtu. Tako da verjetno ne bo realiziran tisti del, na katerem sem vztrajal in sem ga zagovarjal in mi je bilo obljubljeno, da bi ob začetku šolskega leta naši šolarji lahko hodili po pločniku. To zgleda, da ne bo. Trenutno se še vedno izvaja gradnja fekalne kanalizacije, ki je v domeni občine. Tako so doslej zgradili vodovod, pločniki kanalizacije in preplastitev ceste pa čakajo na izvedbo. Občina sicer še ni odkupila vseh zemljišč. Imamo zdaj v planu izgraditi cesto skupaj z državo, od avtobusne postaje na Potoku do hiše Ravbar sredi Jurke vasi. To je v razdalji nekje okrog 450 metrov. Država bo za obnovo ceste primaknila 288 tisoč evrov, medtem ko bo občina dodala dobrih 100 tisočakov. Plačala pa bo tudi gradnjo kanalizacije in vodovoda. Skupaj bo tako za naložbo odštela približno 320 tisoč evrov iz občinskega proračuna. V občini Mirna Peč pa še čakajo na dokončanje pokritega vkopa in kot je povedal župan Andrej Kastelic, po počitnicah pričakujejo odgovor države o nadaljevanju projekta.
Ta je zastal zaradi likvidnostnih težav izvajalcev Vegrada in SCT-ja. Tako bo, kot smo že poročali, potreben nov razpis za izvajalca del. Je pa eden od, mislim, da je najbolj perečih problemov v naši občini, kajti ljudje, ki tukaj živijo, imajo zelo velike težave, ker se promet spelje mimo čez samo naselje. Mislim, da ko bomo pa odprli še šolo, bo pa skoraj to nedopustno, da bomo imeli tam in promet, in šolo, in otroke. Mislim, da bo to kar velik problem. Ki ga bo morala reševati tudi država, meni Kastelic. V sklopu Jernejevega v občini Šentjern naj nekaj pozornosti namenjajo tudi ekologiji. Tako so danes občane povabili v zbirno-reciklažni center, kjer so jim predstavili delovanje in način ločevanja odpadkov. Že dopoldne so se vabilu odzvali malčki iz Ekovrtca Čebelica, enote Petelinček, ki so ločevali odpadke in nato še ustvarili na delavnici. Kot je povedala direktorica Ekološke družbe Šentjerne Majda Kavšek, so ne le malčki, ampak tudi odrasli vse bolj ekološko ozaveščeni. Osnovno abecedo smo že osvojili, nadaljujemo tudi z bolj zahtevnejšimi temami, skratka, kam odpadki potem potujejo in tako naprej. Zato namenjamo tudi današnji večer tej temi, in sicer odpadek, surovina na nepravem mestu, je naslov našega predavanja. Župan Franc Hudoklin je ob obisku zbirno-reciklažnega centra, ki ga upravlja Ekološka družba Šentjernej, poudaril, da so na dobri poti, a bo treba na področju ekologije postoriti še marsikaj. Konec koncev še vedno ugotavljamo, ne glede na aprilsko očiščevalno akcijo, da je polno spet, bom rekel, odpadkov, ki ne sodijo v naravo. Zato je ta zbirno-reciklažni center namenjen tukaj v Šentjerneju in konec koncev smo ponosni, ki smo bili eni med prvimi, ki smo ga dobili. V njem letno v povprečju zberejo od 150 do 200 ton odpadkov. Sicer pa želijo v občini v vsaki vasi postaviti ekološki otok. Seveda nas cilj je, da tam, kjer imamo v tem trenutku investicije, uredimo tudi te zadeve. V jesenskem času pripravimo razpis za nove kontejnerje, konec konca tudi še za vse ostalo zadevo, ki je k temu potrebno. Tako da upam, da bomo nekaj ekoloških otokov postavili še v letošnjem letu, ostalo pa v naslednjem letu. Doslej so postavili dobrih 30 od skoraj 60 načrtovanih ekoloških otokov, dodaja Hudoklin. Del festivala Panonika Harmonika, ki se bo konec tedna odvijal v središču Brežic, so tudi mednarodne glasbene delavnice, ki potekajo od nedelje. Udeleženci pa se bodo v petek zvečer predstavili na velikem koncertu. To je prvi korak k ustanovitvi največjega mednarodnega harmonikarskega orkestra, zato delavnice finančno podpira tudi Evropski sklad. Partnerji v projektu so občina Brežice, Zavod Euforija, Kulturno-umetniško društvo Kosta Abraševič iz Srbije in Dunavska mreža z Hrvaške. Delavnice potekajo v Mladinskem centru in na Fakulteti za turizem. Imamo 8 različnih delavnic, 4 na podlagi harmonike, ker je tudi projekt osnovan na harmoniki, potem pa še 4 kompatibilne inštrumente, tako da imamo 8 mentorjev, vrhunskih mentorjev, sicer pa 63 udeležencev. Ker želijo na petkovem koncertu navdušiti občinstvo, vadijo tudi po 6 ur dnevno. Težko je, vse to stoji. Težko je, da je vse prav, zato ker vsi različno igramo in se moramo oglasiti, vendar je zelo zanimivo in veliko energije se porabi, ampak tu je še druženje in spoznavanje novih ljudi. Posredi in upoznavanje novih ljudi. Sem prepričan, da bomo v petek pokazali na tem gala koncertu, da so res naredili, bom rekel, iz ene mlade strukture ljudi eno izvrstno komponento, ker bodo sinhronizirali vse te stile skupaj. Koncert ne bo zaključek dela, temveč le vmesna postaja. Nadaljeval se bo s širjenjem te glasbene mreže v čim več evropskih držav. V znamenju športa pa mineva letošnje poletje v Semiču. Tamkajšnje športno društvo Partizan je namreč že 7. leto zapored pripravilo program, ki je na igrišče in v telovadnico privabil veliko ljudi, tudi iz drugih 2 belokranjskih občin. Vsak večer so se najprej za žogo podili otroci, v poznejših večernih urah pa so športne terene zasedli mladi in tudi nekoliko starejši rekreativni športniki. To je res kraj, kjer se zbirajo mladi, kjer se združuje ta energija, ki jo mladi imajo. In seveda tudi starejši pridemo zraven, ne? Igramo fuzbole, košarko, odbojko, ping-pong,
in to držujemo zdravje, ne? Smo bolj zdravi. Kaj bi pa sicer počeli, če tega ne bi bilo? Neč, gledati televizijo, ko škoduje, in računalnik. In prav to je cilj športnega poletja. Privabiti mlade, pa tudi starejše na športne terene k aktivnemu preživljanju prostega časa. Letos smo za spremembo uvedli še veliko novih, se pravi dodatnih športnih vsebin, tako da je aktivno sodelovalo 9 športnih pedagogov in pa različnih strokovnjakov na športnih področjih. Tako so vsi zainteresirani spoznavali manj znane športe, kot so plezanje, športna orientacija, aerobika, balinanje in hokej na rolerjih. Tudi dali smo še prednost letos mlajšim prvo leto, kar se je dokazalo kot nekaj pozitivnega in dobrega. V petek bodo sklenili letošnje zelo uspešno športno poletje, a običajnega koncerta ob zaključku letos ne bo. Imamo neke finančne težave, radi bi končali prvo telovadnico staro, s katero se ukvarjamo že nekaj časa za obnovo, in to ima prednost, se pravi tudi ta finančna kriza, in to je pustilo neke posledice. Na osnovi odličnega obiska športnega poletja, ki ga finančno podpira občina Semič, namreč letos prvič načrtujejo tudi športno zimo. Pa ne le za člane društva, ampak za vse, ki jih zanima rekreacija tudi po zimi. Še ostajamo v Beli krajini, v tokratnem namigu za izlet vas vodimo v slikovito dolino Divjega potoka. Skritega bisera narave, le nekaj 100 metrov oddaljenega od ceste Poturn-Črnomelj, ki tudi v teh vročih dneh ponuja svežino. Urejena učna pot v globoki senci pod krošnjami dreves nas popelje ob razgibani in slikoviti strugi, polni slapičev, tolmunov in brzic. Divji potok je res en svojsten svet, nedaleč stran od Semiča, nedaleč stran od Šentruperta. Izvira tik nad srednjo vasjo in kar zdivja po dolini proti Črmušnicam. Posebnost Divjega potoka, v katerem pozoren obiskovalec lahko opazuje raka koščaka, je lehnjak. Porozna, luknjičasta sedimentna kamnina, ki nastaja v vodi bogati z apnencem in jo Divji potok izloča na celotni dolžini njegove dobre 3 kilometre dolge struge. Voda Divjega potoka je neizmerno bogata z kalcijevim karbonatom in le-ta se izloča iz vode, se nalaga na mahove, na rastline in tako raste in raste. In nastajajo tako lepe skulpture v potoku, kot so razni pragovi, žlebiči, slapiči, brzice. Nekdaj so lehnjak iz Divjega potoka uporabljali za gradnjo in še danes ga je videti na nekaterih stavbah v bližnji okolici. Z izločanjem lehnjaka se pragovi struge potoka nenehno spreminjajo oziroma rastejo. Vse višji padci pa vodi dajajo vedno večjo moč za ustvarjanje slapov in tolmunov. V tem sušnem obdobju je seveda nizek vodostaj Divjega potoka. Prave brzice in slapove tu lahko doživimo spomladi in jeseni. A tudi sedaj se je lepo sprehoditi ob Divjem potoku, kjer so temperature kar nekaj stopinj nižje kot v nekaj 100 metrov oddaljenih Črmušnicah. Omamen vonj ciklam, ptičje petje in žuborenje potoka nas spremljajo na celotni poti, primerni za slehernega obiskovalca. Otroci se bodo tu zagotovo ustavili ob didaktičnih pripomočkih in ličnih učnih tablah, starejši pa si bodo oddahnili na postavljenih klopcah in uživali v neokrnjeni naravi. In takšni hladnejši kotički so kot nalašč v teh zelo vročih dneh, ko je osvežitev še kako dobrodošla. Preživite prijeten večer in nasvidenje spet jutri.